Pričakale so jih luksuzne, približno 30 kvadratnih metrov velike sobe. Z izjemo ene bodo do konca prvenstva povsem kraljevali v hotelu v središču prestolnice. Želeli so pa načeloma, da so košarkarji na prvem nadstropju, da ne rabijo se z dvigalom voziti, če malo trenirajo po stopnicah. Največji luksus seveda za stratega košarkarjev. Selektor je v enem izmed apartmajev, v drugem apartmaju imajo pa še dodatno opremo, pa gospod iz štaba. Dnevno jih bo skulptura Janeza Bolke opominjala, da se morajo na parketu boriti kot biki. Sproščali pa se bodo ob čudovitem pogledu na Ljubljanski grad. Gneče in hrupa na Slovenski cesti kot da ni. Moji sodelavci so nekajkrat prespali v hotelu, preverjali in zadeva res funkcionira, niti prometa se v sobi ne sliši. Smo navdušeni, imamo tudi ves čas sabo za vsak slučaj 2 varnostnika. Za hotelsko osebje bodo dnevi do konca Eurobasketa kot počitnice. Za nas je obisk reprezentance tako mal piknik. To so tako nezahtevni fantje, pridejo, jejo, spijo, grejo igrati, pridejo nazaj. Radi se usedejo in popijejo kavo. Največ je bila kava z mlekom pa kapučino. Še zraven kakšne dodatke, Coca-Cola, voda? Ne, voda pa pomarančni sok najrajši pijejo. Čeprav si želijo preprostosti, jim bo iz kuhinje ves čas dišalo. Čaka jih marsikaj. Smo pogooglali, kaj radi jejo, kdo ima kakšen rojsten dan, da smo majhno pripravljeni na njih zaradi tega, ker če se že oni tako borijo, za nas se moramo tudi mi za njih. In kaj so ugotovili? Da obožujejo mesno lazanjo in ajdove žgance. Ali vsak dan za enega. Vmes imate še 2 rojsten dan, Baležič pa Vidmar, tako da pa presenečenje tudi za njiju. Ugodili bodo vsaki njihovi želji, le pozvoniti morajo.